Prav lepo pozdravljeni tudi z moje strani, iz Hiše pisanih spominov, kot se vedno, skoraj vedno zgodovinski arhiv Celje predstavlja širši javnosti. Zdaj pa na moj prispevek. Torej vemo, da je avgusta 2019 je šel nov pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, kar pa je seveda imelo za posledico, da morajo sedaj državni upravni organi, potem tudi uprave lokalnih skupnosti in pa potem tudi pravne in fizične osebe, kolikor opravljajo javne službo, potem slediti tem rokom hrambe, ki so določeni v tem pravilniku. Zdaj pa kar naprej. Izvajanje upravnih nalog, seveda vemo, da se dokumentira z ustreznim zapisi, to se pravi z poročili, zapisniki, pisarniškimi odredbami in tako naprej. Ti dokumenti se potem evidentirajo in razvrščajo na podlagi klasifikacijskega načrta po vrstnem redu v okviru klasifikacijske znake v okviru klasifikacijskega načrta, informacijske sisteme za vodenje evidence dokumentarnega gradiva, medtem ko se fizično gradivo seveda potem odlaga v arhivske depoje, medtem ko digitalizirano gradivo ostaja v informacijskih sistemih. Kot je pa že povedala kolegica Tatjana, skozi leta nastaja številni zapisi in za hitro se postavlja vprašanje, kako dolgo pa je vendarle potrebno hraniti določene dokumente v teh tekočih in stalnih zbirkah dokumentarnega gradiva. Zato je v bistvu leta 2016 Ministrstvo za javno upravo izdalo uredbo o upravnem poslovanju in v 77. členu 6. odstavka določilo, da mora minister pristojen za arhive določiti roke hrambe dokumentarnega gradiva. Potem minister je imel tudi nalogo, da pripravi oziroma da nalogo za izdajo novega pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. Seveda pa so zraven bili tudi določeni predstojniki posameznih organov, ki pa so imeli nalogo oziroma so zapisane naloge, da morajo potem v 3 mesecih po izdaji novega pravilnika tudi izvesti prilagoditve posameznih uporabljenih klasifikacijskih načrtov. Zdaj, kot že rečeno, sam pravilnik je bil izdan 5. avgusta 2019, vsebina pravilnika pa je bila takole, da najprej so neka navodila, komu, kako uporabljati pravilnik, potem komu je pravilnik namenjen, potem tudi pojasnila glede strukture zbiranja oziroma zbirnega kataloga, ki je sestavni del pravilnika, in pa potem tudi nekje še vedno smo skušali v pravilniku nekje napotiti, kako naj se te prilagoditve tudi izvedejo. Zdaj, sama priloga je razdeljena na 4 poglavja. In sicer v prvem poglavju so določeni orientacijski roki hrambe dokumentarnega gradiva za vsak klasifikacijski znak v obveznem okviru, ki je priloga uredbe o upravnem poslovanju iz leta 2018. Vse skupaj ostaja na klasifikacijskih znakih do 3. nivoja, so pa nekje popisane vsebine, ki bi se naj pod te klasifikacijske znake tudi evidentirale. No, v drugem poglavju smo potem, lahko rečem, prešli iz bolj splošnega k konkretnemu, kajti mi vemo, da lahko posamezni upravni organi za svoje specifične dejavnosti potem tudi te klasifikacijske znake iz 3. nivoja potem razčlenijo tudi na 4. oziroma 5. nivo. Tukaj lahko opozorim samo razen na eno dejstvo, da vsi upravni organi imajo to možnost, izvzete pa so bile upravne enote, ki pa ne smejo širiti, ampak morajo uporabljati klasifikacijski načrt samo do 3. nivoja. Tukaj sem prikazala primer razčlenitve klasifikacijskega znaka 6030 za osnovnošolsko izobraževanje
In če bolj natančno pogledamo, vidite, da so prav za določene vsebine določeni tudi roki hrambe. Tako vidimo, da imate možnost v okviru recimo statusa učenca določiti, katero gradivo ima oznako A, katero se bo vzemalo samo kot vzorce oziroma katero se bo lahko po 5 oziroma po 2 letih potem tudi odbralo in izločalo iz stalne zbirke dokumentarnega gradiva. Tretje poglavje smo namenili upravnim enotam. Sicer se človek sprašuje, zakaj, odgovor pa je bil čisto preprost, namreč upravne enote so že dobile enotni klasifikacijski načrt že leta 2005, vendarle pa se potem skozi desetletja pri uporabi ugotovilo, da so določeni klasifikacijski znaki veliko bolj namenjeni posameznim recimo ministrstvom, kot pa gradivo, ki nastaja na področju upravnih enot. Zato smo potem ta klasifikacijski načrt pregledali, ponovno tudi določili roke hrambe in pa potem tudi spremenili vsebino, bolj primerno gradivo za upravne enote. Potem četrto poglavje, zelo podobno kot za upravne enote, namreč tudi lokalne skupnosti so že imele 2005 recimo primer oziroma so lahko prevzele enotni klasifikacijski načrt za občine, vendarle pa glede na potem situacijo na terenu se je dostikrat ugotovilo, da pač določene občine niso oziroma pri določenih so se pojavljali celo problemi, kako sploh uporabljati klasifikacijski načrt. Tako občine imajo sedaj na podlagi v tem zbirnem katalogu, se pravi imajo možnost, da lahko v celoti prevzamejo pač ta klasifikacijski načrt iz 4. poglavja zbirnega kataloga in pustijo vse svoje znake klasifikacijske samo na 3. nivoju. Glede na to pa, da je to njihova področna dejavnost recimo tudi izredno širša in da določene kategorije gradiva so bolj obsežne, kot pa določene, seveda imajo možnost, da lahko potem v okviru pač tega klasifikacijskega načrta potem tudi določene klasifikacijske znake potem razgradijo oziroma razčlenijo še na 4. oziroma 5. nivo. Kot zanimivost naj povem, da smo se odločili, da potem v okviru klasifikacijskega znaka 061 smo tudi opredelili orientacijske roke hrambe dokumentarnega gradiva za medobčinske inšpektorate, in sicer zaradi tega, ker vemo, da v bistvu to evidentiranje gradiva za medobčinske inšpektorate pač opravlja občina, na kateri ima medobčinski inšpektorat svoj sedež. Zdaj, noveliranje klasifikacijskih znakov je tukaj prihajalo do tega, da po uredbi o upravnem poslovanju bi dejansko morali vsi, recimo državni upravni organi, potem uprave lokalnih skupnosti in drugi zavezujoči, ki morajo izvajati ta pravilnik, bi morali prilagoditi svoje klasifikacijske načrte že 3 mesece po izdaji pravilnika. Vendarle pa ugotavljamo, da to je še vedno dogaja, še vedno ta proces traja in zato še tudi vedno pomagamo, kolikor je le mogoče, kolikor se pač posamezni, recimo ali zavodi ali pa kakšen upravni organ tudi obrne na nas. Zdaj, tu sem sicer, ker sem pač imela predstavitev mišljeno že lansko leto, sem naredila pač primer, da do konca leta 2019 je poleg upravnih enot pripravila nov klasifikacijski načrt, 14 organov državne uprave z začetkom uporabe s 1. 1. 2020. Zdaj pa mogoče bolj konkretne primere. Bom podala prvi primer, bodo to upravne enote, kajti Ministrstvo za javno upravo je potem že novembra 2019 po izdaji novega pravilnika izdalo odredbo o enotnem načrtu klasifikacijskih znakov za upravne enote.
ki v celoti sledi klasifikacijskemu načrtu z orientacijskimi roki hrambe za upravne enote iz 3. poglavja zbirnega kataloga, s tem, da so potem v tej odredbi potem dodali še dodatna pojasnila glede rokov hrambe 2 leti, namreč tukaj so potem še dopisali oziroma dopisali, da se recimo lahko po 2 letih obere gradivo recimo za postopke, ki so bili zavrženi, potem določene recimo pač dokumenti, ki prihajajo samo v vednost in na to recimo in na te dokumente oziroma na te dopise se niti ne odgovarja. In pa potem 2-letni rok tudi za razne vloge, ki so podlaga za vpise v uradne evidence oziroma registre ali pa za izpise iz uradnih evidenc. Uporaba noveliranega klasifikacijskega načrta so začeli s 1.1.2020, Medarhivska delovna skupina za področje uprave pa je potem že septembra 2020 tudi upravnim enotam pripravila enotno skupno pisno strokovno navodilo za odpiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, tako da lahko sedaj upravne enote tudi se odbirajo in izločajo pač dokumentarno gradivo, kateremu je že poteklo rok hrambe. Ja, potem primer občine. Tukaj sem že povedala, da občine so imele pač možnost ali ostanejo z svojimi klasifikacijskimi znaki samo na 3. nivoju oziroma lahko zaradi specifičnih nalog potem tudi razčlenijo te določene klasifikacijske znake tudi na 4. oziroma 5. nivo. Po nekaj izkušnjah, ki jih imamo pri pregledovanju teh načrtov, lahko nekaj strnemo, da kaj so tisti recimo klasifikacijski znaki, ki potem so primerni oziroma se uporabljajo za razčlenjene na nižje nivoje. To so ponavadi 061 inšpekcija, 100 individualna delovna razmerja, 110 zaposlovanje, 330 kmetijstvo, potem 350 urbanizem, 51 graditev, potem izredno obsežni klasifikacijski znak za gradivom je tudi 352 stanovanjske zadeve in urbana zemljišča, potem 354 okolje, 450 računovodskih dokumenti in pa 478 razpolaganje z upravnim z stvarnim premoženjem. Tukaj pa sem potem navedla oziroma prikazala primer mestne občine Celje, ki vidimo, da je prav področje urbanizma potem razčlenjeno ne samo na 3., ampak potem ne samo na 3. oziroma 4. nivo, ampak celo na 5. nivo ima določene vsebine razdeljene. Zdaj, kar se tiče zavodov, bom rekla tako, prvi od zavodov so recimo že 2019 je izdelal novelirani klasifikacijski načrt Zavod za gozdove Republike Slovenije in zavodu je bilo potem tudi že decembra 2019 tudi izdano dodatno pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Potem so sedaj, zdaj pa če malo gledamo, s katerimi se trenutno še ukvarjamo, namreč v juniju smo pregledali oziroma že imela delovna skupina en sestanek za pripravo noveliranja klasifikacijskega načrta za centre za socialno delo in tudi tukaj lahko povem, da bodo to svojo področno dejavnost glede na uporabljen klasifikacijski načrt iz leta 2017, se pravi razdelili celo na oziroma razčlenili celo na 5. nivo to svojo področno dejavnost. Potem v pripravi je tudi oziroma smo ga že tudi obravnavali klasifikacijski načrt za Zavod Republike Slovenije za šolstvo in pa že pripravili tudi dopolnitev pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. No, nekako pogrešam, bom rekla, z naše strani v bistvu ta klasifikacijski načrt za področje vzgoje in izobraževanja,
kajti tukaj je še vedno uporabljajo stari klasifikacijski načrt iz leta 2014, ampak upam, da bo tudi v tem času naprej tudi recimo steklo tudi glede vzgoje in izobraževanja. Zdaj, če lahko samo zaključim, ja, vsekakor je ta pravilnik o določanju rokov hrambe zelo koristen splošen pripomoček za upravljanje z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih dokumentarnega in arhivskega gradiva. Nekje so ti roki poenoteni, po drugi strani pa je dejansko tako, da smo v ta zbirni katalog zajeli na eni strani tako predpisani obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov iz uredbe o upravnem poslovanju iz leta 2018, po drugi strani pa tudi prevzeli oziroma proučili posamezne veljavne enotne načrte klasifikacijskih znakov, ki so jih že uporabljali potem upravni organi na območju Republike Slovenije. S tem bi se jaz zdaj počasi zaključila. Hvala lepa za pozornost in lep dan še naprej.